Zakaj me je pritegnilo, da sem še po 30 letih vedno tukaj? Morda izziv, kako mladim prikazati aktualne ekonomske, gospodarske vsebine na takšen način, da so jim zanimive. In menim, da najvišja stopnja strokovnosti je prav v tem, kako zahtevno povedati čim bolj enostavno. Torej, danes so moje učne metode kot nekakšni trnki oziroma učne vabe, s katerimi izzivam dijake, da nekako postanejo radovedni, zainteresirani za to, kar jim želim povedati. Včasih me res preblisne kaj inovativnega. Tako sem lani po vzoru doživetja Escape Room si zamislila takšno učno metodo z elementi igre kot Escape Town. Tako da dijaki, ko v šoli se spoznajo z turističnimi znamenitostmi mesta Maribor, na podlagi mojih ugank, izzivov dejansko poiščejo te mestne znamenitosti Maribora in tako utrdijo svoje znanje. Nimam niti Facebook profila, niti Instagram profila, pa so me vseeno dijaki prepoznali kot mentorico za šolski TikTok. In nekako sem to začutila kot most med njihovim in svojim življenjem. Zanimalo me je, kaj se dogaja na tem TikToku tako zanimivega, tako da sedaj skupaj ustvarjamo promocijska in pa izobraževalna gradiva in se pri tem tudi zabavamo. Tam, kjer svoboda ima svoj trg, poiščite spomenik, ki pripoveduje zgodbe junakov. No, s takšnimi izzivi nas zna profesorica presenetiti in nam predstavi snov na zabaven in inovativen način, zato se vedno znova radi vračamo k njej, ker je sproščeno, profesorica je do vseh enakopravna in se počutimo kot ena velika družina. Menim, da je zelo pomembno, da prepoznajo svoje močne strani, močne plati, svoje osebne prednosti, da ne fotokopirajo samo drugih lastnosti, drugih osebnosti vase, kajti le tako se počutijo varne. Morda tudi, da so vztrajni. Veliko dijakov reče, tega ne znam, pa rečem, dodaj besedico še ne znam. In pa vsekakor pomen vseživljenjskega učenja, kajti danes je svet tako poln hitrih izzivov, da je to nujno potrebno. Ja, seveda je umetna inteligenca prisotna v šoli tako pri dijakih kot tudi pri učiteljih in je verjetno tudi lahko in je koristen pomočnik. Menim pa, da je njen problem prav v pasivni uporabi, da njene odgovore jemljemo kot suho, čisto zlato in jih ne preverjamo. Saj umetna inteligenca se ne zagovarja za svoje odgovore, torej moramo zmeraj opolnomočiti dijake in tudi sebe, da preverjamo njene odgovore, vire informacij, iščemo druge vire informacij, tako da lahko celo rečemo, da bi potrebovali nek trening uporabe umetne inteligence. Ali imate kakšen problem, mogoče pri kakšnem predmetu ali pa profesorju? Povejte profesorici Barbki Penko, zato ker bo ona vse rešila, brez da boste sploh ugotovili. Ona je naš stric iz ozadja, naš veter v hrbet in naše varno zavetje. Današnji mladi so vsekakor drugačni, kar pravzaprav ni presenetljivo zaradi velike uporabe družbenih omrežij, kjer se jim poraja dvom vase, ali so dovolj dobri, sposobni za ta svet, če bodo uspešni. Po drugi strani pa verjetno tudi zaradi negotovosti v današnjem svetu, vojne, oboroževanja, okoljski kolaps. In tako tudi ni nenavadno, da starši jih skušajo zaščititi pred vsemi temi nevarnostmi, kar pa še dodatno povzroči, da so še bolj negotovi, imajo še nižjo samopodobo in manj samozavestni. Menim, da učitelj v srednji šoli naj bi bil tisti varen odrasel, ki bi jih opolnomočil za čim bolj samostojen in pogumen vstop v zrel svet. Najboljša profesorica na svetu! Se mi zdi res pomembno, da mladi najdejo v sebi iskrico strasti, ne po meri učitelja, ne po meri starša, ampak to, kar začutijo v sebi,
ker le tako bodo lahko uspešni in srečni v osebnem in poslovnem življenju. Ohranitev kakovostnega javnega šolstva. Še vedno menim, da je šola tisti prostor, kjer lahko mladi izživijo svoje priložnosti in pa je tudi prostor, kjer se srečujejo mladi iz različnih socialnih, kulturnih okolij, različnih predznanj iz osnovne šole, interesov, tako da stkejo nekakšne prijateljske vezi, ki mogoče kasneje v življenju omogočajo, da so bolj strpni do različnosti in drugačnosti. Menim, da verjetno ni v interesu naše družbe, da vzgaja sicer uspešne, a egocentrične posameznike, ki nimajo posluha za druge. Na dobrih učiteljih stoji dobra šola, ampak na dobri šoli pa stoji celotna dobra družba.